V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, prisrčno dobrodošli. Lepo je, da smo danes tukaj, skupaj kot ena družina zbrana pred Bogom. Prihajamo z različnimi doživetji, nekateri morda z nasmehom, drugi z utrujenostjo, drugi s skrbmi ali tihimi vprašanji. A prav vsak od nas je dragocen in prav vsak je danes povabljen, da pride bliže Gospodu takšen, kot je. Bog nas pozna, ve, kaj nosimo v srcu in nas želi srečati prav tukaj in zdaj. Želi nas okrepiti, potolažiti in spomniti, da nikoli ne hodimo sami. Zato stopimo v to bogoslužje z zaupanjem, odprimo mu svoje srce in dovolimo, da nas napolni njegov mir, njegova bližina in njegovo veselje. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Jutri, v ponedeljek 16. februarja ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. V sredo 18. februarja ob 19. uri smo vabljeni na predavanja na temo Ali moji odnosi potrebujejo postni detoks. Govorili bomo o tem, kako postni čas odpira prostor za izboljšanje odnosov in za korake, ki nas približajo ljudem, ne oddaljijo. Predaval bo duhovnik Peter Golob, ki je tudi izobražen terapevt. Vabljeni k udeležbi in povabimo tudi druge. Naslednjo nedeljo, 22. februarja ob 10. uri smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. In sedaj, dragi moški, posebna novica za nas. V sredo začnemo s 40-dnevnim moškim postnim izzivom. Gre za konkretne vsakdanje naloge za dom, značaj in vero. Pri izhodu iz cerkve najdemo natisnjene liste z izzivi za vsak dan, poslani pa bodo tudi po elektronski pošti. V sklopu teh izzivov bo organiziran tudi moški zajtrk in sicer v soboto 7. marca, kar si lahko že zdaj rezerviramo. Dragi kolegi, čas je, da okrepimo svojo duhovnost. Akcija se začne v sredo, ko se tudi začne letošnji postni čas, ki bo trajal do Velikega tedna. Možje, odzovimo se in sodelujemo v tej postni akciji za bildanje naše duhovnosti. In še zadnje obvestilo. Z veseljem sporočamo, da smo v cerkvi razširili kabino za tehnike, kar bo močno olajšalo delo med bogoslužji in prireditvami. Za tak velik in zahteven korak se zahvaljujemo mizarjem Karlu in Domno Goriško, ki sta vložila izjemno veliko truda, natančnosti in potrpežljivosti. Prav tako se zahvaljujemo tehničnemu mojstru Janiju Lipičniku, ki je poskrbel za posodobitev elektronike in brezhibno povezavo, da vse skupaj deluje. Iskrena hvala pa tudi Iskrena hvala pa tudi ženski ekipi prostovoljk, ki je v petek ob zaključku del temeljito očistila cerkev. Za konec še majhna anekdota. Ko sta mizarja Karlo in Domen prvi dan prispela na delovišče, sta najprej morala odmetati na novo zapadli sneg, da sta skupaj z vso mizarsko opremo sploh lahko prišla do cerkvenih vrat. Če to ni požrtvovalnost. Skratka, vsem, ki ste pomagali pri tem projektu, še enkrat hvala za vaše delo in za vaš čas. Sledi skupna pesem Ti si se dotaknil me.
dotyk Tvoj som začutil, preplavil mi je srdce. Meni zgodil se čudežje, ko Ty si dotaknil sebe. Dotyk Tvoj som začutil, preplavil mi je srdce. Meni zgodil se čudežje, ko Ty si dotaknil sebe. Meni zgodil se čudežje, ko Ty si dotaknil sebe. Izvolite sesti. Biblično vodilo je iz Evangelija po Luku, 18. poglavje, 31. vrstica. Pravi pa takole. Zbral je okrog sebe 12 in jim je rekel: Glejte, v Jeruzalem gremo in nad Sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. V Psalmu 31 pa beremo: K Tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke, v svoji pravičnosti me osvobodi. Nagni k meni svoje uho, hitro me reši. Bodi mi utrjena skala, trdnjavska hiša, da me rešiš. Zakaj Ti si moja skala in moja trdnjava? Zaradi svojega imena me boš peljal in vodil. Potegnil me boš iz mreže, ki so mi jo nastavili, kajti Ti si moja trdnjava. V Tvoje roke izročam svojega duha, rešil si me, Gospod, zvesti Bog. Vabim k priznanju naših grehov. Gospod naš Bog, usmili se vseh, ki smo zbrani pred Teboj zaradi Tvojega usmiljenja, ki si ga pokazal po Jezusu Kristusu, ki je dobrovoljno šel na pot trpljenja zaradi naših grehov, da bi se tudi mi prenovili in živeli kot Tvoje ljudstvo. Potrpežljiv bodi z nami, če smo premalo odpuščali, če smo živeli v prepričanju svoje zmotljivosti in videli samo pomanjkljivosti drugega. Gospod, usliši nas. Besede milosti in slavospev pa pravi takole: Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Dragi Bog, Ti poznaš skrivnosti našega življenja, vse globine, naše težave in potrebe. Uči nas, da bomo imeli odprte oči in da bomo videli vsakega, ki nas potrebuje. Odpri naša ušesa, da bomo slišali glas vpijajočega, človeka v stiski. Prav tako nam odpri srce, da bomo imeli več sočutja do trpečih, do vseh, ki težko nosijo breme življenja, da bomo več videli srcem kot z očmi. Amen. V nadaljevanju bomo poslušali pesem, ki jo boste zapeli Katja Lipičnik in Zala Begovič Lepičnik. Po pesmi pa sledi berilo. Na svoje srce, deni me, kakor pečat na svojo roko. Zakaj močna
pečat na svoje srce. Deni me, kakor pečat na svojo roko. Zakaj močna, močna kakor smrt je ljubezen, trdna kakor podzemlje njena goričnost, njeni žari so žari ognja, nji plameni, Gospodovi plameni. Je potrpljiva, je dobrotljiva, ni nevošljiva, ni brezobzirna, se ne ponaša, ne napihuje, ne išče svojega. Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša, veseli se resnice in ne mine. Deni me, kakor pečat na svoje srce, kakor pečat na svojo roko. Deni me. Draga cerkev, pesem, ki smo jo ravnokar poslušali, je nastala na podlagi dveh odlomkov iz Svetega pisma, ki na najbolj vzvišen način opisujeta pravo ljubezen. Starozavezno visoko pesem in na podlagi novozavezne hvalnice ljubezni. In čeprav gre za deli, ki sta nastali v različnih zgodovinskih obdobjih, se na nek nadnaraven način v popolnosti dopolnjujeta in nas nagovarjata tudi danes. Visoka pesem s pesniškim jezikom najprej poje o Bogu, ki je izvir vsake resnične ljubezni, je kakor ogenj in njegova ljubezen močnejša od smrti. Visoka pesem prav tako izraža človekovo hrepenenje po tej ljubezni, kot je izrazil sveti Avguštin, nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi, torej v tebi, Bog, ki si ta ljubezen. Ali ni tudi naša resničnost, to hrepenenje, toliko let potem, ko je bilo to zapisano prvič? Vsi hrepenimo po tej ljubezni, ki je več kot zgolj kratkotrajna izkušnja. V Novi zavezi pa apostol Pavel v hvalnici ljubezni to ljubezen pokaže v konkretnih dejanjih. Pravi, da se ljubezen ne kaže v velikih besedah, v spektaklu in glasnem hvalisanju, ampak da gre za notranjo vsebino vsakega našega delovanja. To nas uči, da ni pomembno točno to, kaj naredimo, ampak iz česa in iz koga naše dejanja živijo. Ko pogledamo ta seznam, ki jih bom prebrala, značilnosti ljubezni v berilu, opazimo, da gre za opis Kristusovega značaja. Pavel ne govori o ljubezni, romantičnem občutku ali čustvu, ampak kot o sodelovanju v Božjem življenju. In iz te ljubezni so blagoslovljene vse naše medsebojne odnosne ljubezni. Prisluhnimo berilu iz pisma Korinčanom iz 13. poglavja, nato pa bomo zapeli dve pesmi, ki naj bosta naši molitvi. Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi izgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna,
ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. In na koncu pravi še, za zdaj pa ostajajo vera, upanje in ljubezen. To troje. In največji od teh je ljubezen. Ljubezen Božja nikoli ne mine. Pravi pesem, ki je pred nami, bodimo blagoslovljeni, odprimo svoje srca za Božjo ljubezen.
Bog Oče, hvala ti za tvojo ljubezen, ki je močnejša od smrti. Jezus, hvala ti, ker si nam ti to pokazal v praksi. Pomagaj nam, da bi živeli drug z drugim v tej ljubezni. Naj bo tvoja beseda danes kot seme, ki bo padlo v naša srca, da jih prerodi in odpre za tvojo ljubezen, da bomo širili tvoje kraljestvo na zemlji. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, danes bomo malo telovadili. Imate radi telovadbo? Kaj imate najrajše pri telovadbi? Tek. Rad tečeš? Super. Je še kdo, da bi imel kaj rad pri telovadbi? V roki držim 2 uteži. Vsaka utež je težka po 1 kilo. Ni težka, je lahka. Lahko potežkate, če hočete. Probaj, če lahko držiš. Je težka? Je? Meni ni težka. Kaj pa, kakšen večji bo poskusil? Prid. Je težka utež? Ni. Kaj pa, če imaš 2 uteži v roki? Je malo težje, ne? Veste, dragi otroci, če jaz dvigujem te uteži 10 ali pa 20 krat, te uteži postanejo težje. Zakaj postanejo uteži težje? Ne zaradi tega, ker bi bilo to težje, ampak zaradi tega, ker meni zmanjkuje moči in ne morem dvigovati. Tako je tudi pri naših problemih v šoli in problemih, ki jih imamo, žal tudi starši. Velikokrat ne vemo, kako bomo izpeljali, ko imamo kontrolko, ko nas kdo vpraša v šoli. Zato je Gospod Jezus rekel v svoji besedi: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi. Ko jaz držim te 2 uteži v rokah in eno dam na stran, to pomeni, da svoj strah, svoje težave, svoje probleme sem dal Bogu. Ko pa dam še drugo utež iz roke, to pomeni, da popolnoma zaupam v Boga in v njegovo moč. Zato, dragi otroci, ko boste imeli težave v šoli z učenjem ali s karkoli, spomnite se, da je Bog močan in On vam bo pomagal v vsakim problemu in vsaki težavi. Zdaj pa hitro pojdite z vašimi veroučiteljcami in se boste še kaj naučili o tem Bogu. Mi pa pojdemo k Božji besedi. Še prej pa bomo pobrali kolekto s pesmijo Soon and Very Soon ali Kmalu, kmalu že. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying
Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. V teh dneh je vse v znamenju športa in športnih bojev. Zato današnje razmišljanje pričnimo s športnim dogodkom. Predstavljajmo si stadion. Odvija se tekma ameriškega bejzbola. Prva tekma v novi sezoni. Tudi če ne poznamo tega športa, si predstavljajmo veliko igrišče, tribune, 50.000 ljudi, ki navijajo in nekoga, ki vstopa v zgodovino. Jersey City, 18. april 1946, profesionalna tekma med Montreal Royals in Jersey City Giants. Svet je bil drugačen. Ljudje niso sedeli na telefonih, sedeli so na svojih predsodkih. Na igrišče stopi Jackie Robinson, prvi temnopolti igralec, ki je zaigral med belimi igralci. In to je bil čas, ko temnopolti v Ameriki niso smeli sedeti niti na katerikoli sedež v avtobusu, kaj šele igrati na največjih stadionih. Vendar direktor kluba je odločil, da ima Jackie Robinson dovolj poguma, da bo prenesel žaljivke, rasistične napade in izzivanja in bo prenesel krivico brez povračila. Ali v originalu, ker je bil človek z guts enough not to fight back. Dobesedno prevedeno, prevzeto iz originala. In kaj se je zgodilo? Robinson udari žogo in ne kar udari, pošlje jo v nebo. Stadion eksplodira, ljudje vstanejo, zavpijejo, napočil je trenutek slave. Robinson teče mimo prve baze, potem druge, potem tretje in ko se približuje domači črti, tam, kjer bi ga morali njegovi lastni soigralci pričakati, dvigniti v zrak, mu seči v roke, ga objeti, je prostor prazen, hladen, tišina, ki zaboli. Nekateri ga namenoma ne pogledajo, drugi se obrnejo proč. Mlad človek, ki je pravkar naredil nekaj neverjetnega, stopa proti ciljni črti kot zavrnjen, ker se je rodil z napačno barvo kože. In potem iz klopi stopi nekdo. Ni bil trener, ni bil kapetan, ni bil politik. Bil je soigralec, bel fant iz Ohaja, ime mu je bilo George Shotgun Shuba. Plah korak, rahlo zadržan nasmeh, v očeh tega belega igralca se je dalo prebrati, to ni prav. On je moj soigralec. In potem se je zgodilo nekaj velikega. George Jackiju iztegne roko. Soigralec čestita temnopoltemu soigralcu za dober nastop s tem, da mu poda roko. Čisto preprosto, nobene velike geste, nobenega govora. Samo dlan iztegnjena proti človeku, ki so ga drugi, celo lastni igralci in lasten trener ignorirali. Robinson vstopi na domačo črto, ujame iztegnjeno roko in zgodil se je stisk rok. In tisti stisk dveh dlani je postal glasnejši od vsega hrupa na stadionu. Glasnejši od rasizma, glasnejši od strahu, bil je stisk poguma in stisk prijateljstva. In ta trenutek je postal tako slaven, tako znamenit, da stoji danes v Ohaju v Ameriki spomenik s preprostim in veličastnim naslovom A Handshake for Century, rokovanje stoletja. Spomenik upodablja figuri obeh soigralcev in stisk njunih rok med tekmo. Na kovinski tablici na spomeniku je zapisano, da je prav ta preprosta gesta postala simbol nove dobe odnosov, dostojanstva in človeškosti. In še ena zanimivost. George Shuba in Jackie Robinson sta bila
kristjana. George je bil katoličan, Jackie Robinson pa protestant, metodist. Zato je njuno rokovanje tudi pričevanje vere, kajti za kristjane je normalno, da smo med sabo prijatelji in da kljub razlikam gradimo enotnost. O podobnem zgodovinskem rokovanju pa beremo tudi v Svetem pismu. O rokovanju, ki je odprlo vrata evangelija in cerkve vsem narodom. Ustanimo in preberimo odlomek iz Svetega pisma, iz pisma Galačanom, 2. poglavje od 7. do 10. vrstice, kjer je zapisano. Nasprotno, ko so uvideli, da je bil meni zaupan evangelij za neobrezane, kakor je bil Petru za obrezane, kajti tisti, ki je deloval po Petru zaradi poslanstva med obrezanimi, je deloval tudi v meni zaradi poganov. In ko so spoznali milost, ki mi je bila dana, so Jakob, Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico v znamenje občestva. Midva naj bi šla med pogane, oni pa med obrezane. Le to so naju prosili, da bi se spominjala revežev, in to sem si zelo prizadeval storiti. Poslušali smo Božjo besedo. Amen. Ta dogodek, ki ga opisujejo prebrane Pavlove vrstice, najdemo tudi v apostolskih delih v 15. poglavju. Ne gre za dve različni zgodbi, ampak za dve perspektivi istega prelomnega trenutka. Apostolska dela opisujejo široko sliko, kako so se apostoli in starešine v Jeruzalemu zbrali, razpravljali in skupaj iskali rešitev za vprašanje, ki je razdvajalo prvo cerkev. V odlomku, ki smo ga prebrali iz pisma Galačanom, pa apostol Pavel doda še osebni pogled na ta prelomni trenutek. Opisal je, kaj se je dogajalo v zakulisju, v pogovoru med njim in stebri cerkve, Petrom, Jakobom in Janezom, ki so bili začetniki in pionirji krščanske cerkve. Če je zapis v apostolskih delih nekakšen uradni zapisnik celotnega koncila, pa je prebrani odlomek podoben neposrednemu intervjuju z glavnim igralcem, ki pove, kaj se je zgodilo na igrišču in v garderobi, če uporabim športni jezik. Obe poročili se dopolnjujeta in nam pokažeta, kako blizu je bila cerkev, da se razdeli glede vprašanja starih pravil in kako pomembna je bila rešitev sprave in edinosti. Zakaj je pravzaprav šlo? Če ta dogodek opišemo v športnem jeziku, si predstavljamo, da je bila prva cerkev kot moštvo, ki je pravkar vstopilo v novo ligo. V garderobi so se znašli igralci z različnimi ozadji, nekateri iz judovske šole, drugi iz poganskega uličnega nogometa. Pravila so bila videti nejasna, napetosti so se stopnjevale. Zato so apostoli in starešine sklicali nekakšen vrh lige. Podobno kot bi se sestal izvršni odbor velike športne zveze, da razreši spor, ki ogroža enotnost lige in celega tekmovanja. Spraševali so se, ali morajo novi igralci, pogani, prevzeti vsa judovska pravila, da bi lahko igrali v isti ekipi in ligi. To je bil njihov trenutek sistema VAR. Če bi razsodili drugače, bi cerkev razpadla na dve moštvi, dve ligi, vsaka s svojimi pravili. Po dolgih pogovorih Jakob povzame odločitev in pove, da ne bodo nalagali več bremen in pravil, kot je nujno, ter da naj bodo nejudovski verniki del iste reprezentance, svobodni v evangeliju, ne ujeti v dodatne predpise. In s tem je liga ostala enotna.
In v takšnem napetem ozračju je Pavel v pismu Galačanom opisal še sestanek, ki smo ga prebrali v ožjem krogu, kot igralec, ki igra na gostovanju med pogani, ki pride k glavnim kapetanom ekipe, da preveri, ali igra po pravilih. In na tem sestanku se je zgodil ključni trenutek. Apostoli vidijo, da Bog deluje skozi Pavla, prepoznajo njegov dar in njegovo poslanstvo. Kot trenerji, ki opazijo talent igralca iz druge lige, rečejo: igraš isto igro kot mi, samo na drugem delu igrišča. In potem Pavel opiše trenutek, ki je odločil prihodnost moštva in lige. Podali so mi desnico občestva, roko. To je bil njihov športni trenutek fair playa, kot podelitev kapetanskega traku, v katerem izrazijo enotnost in medsebojno zaupanje. Sporočilo ponujene roke je jasno. Ti pokrivaš teren med pogani in mi med Judi, a vsi smo del iste ekipe. In tako se v dveh različnih besedilih Svetega pisma razkrije ena sama zgodba, da so se voditelji cerkve s pomočjo Svetega Duha odločili za edinost, spoštovanje darov drug drugega in skupno poslanstvo oznanjevanja evangelija. Brez tega velikega derbija za enotnost, kot bi mu rekli v športu, evangelij nikoli ne bi segal preko meja nekdanje judovske province. Da bi ta dogodek še globlje razumeli, se zdaj preselimo v oči tistega, ki je bil tedaj v teh pogovorih med stebri cerkve najbolj izpostavljen. In to je bil Tit. Tit. Kdo je bil Tit? Tit je bil Grk, rojen v poganskem okolju, izobražen v svetu grške kulture, morda celo v filozofiji in poeziji. V Pavlu je našel duhovnega očeta, ki ga je vodil v krščansko vero in ga oblikoval do te mere, da je Pavel Tita imenoval pravi sin v skupni veri in enega svojih najbolj zvestih sodelavcev. Tit je bil človek mirnega, stabilnega značaja, sposoben diplomacije in reševanja zapletenih razmer. Zato ga je Pavel pošiljal tja, kjer so se drugi zlomili, recimo v razburjeni Korint in pozneje v razpuščene skupnosti na Kreti, kjer je moral postaviti starešine in urediti cerkveno življenje. V Jeruzalemu pa je stal kot živi dokaz, da je Božja milost dovolj tudi za pogane, brez judovske obreze. In tako je postal Tit prelomna osebnost v zgodbi zgodnje cerkve. Na Kreti je služil do pozne starosti kot prvi škof tega otoka, spoštovan zaradi svoje zvestobe in tihe, a močne avtoritete. Tako kot je direktor kluba iz zgodbe na začetku odločil, da ima temnopolti igralec Jackie Robinson dovolj poguma, da bo ostal miren in prenesel ves pritisk, tako je tudi apostol Pavel presodil, da je Tit človek, ki ima pogum in se bo zmogel obvladati. Da bi dobili še boljši vpogled v to, kako so bili ti trenutki ključni za cerkev, in kaj pomeni, da so apostoli Peter, Janez in Jakob ponudili apostolu Pavlu roko, prisluhnimo Titu. Prisluhnimo njegovemu samogovoru, v katerem nam bo sam povedal, kako je doživel te odločilne trenutke za cerkev in za vsakega izmed nas. Tit bi nam v svojem monologu povedal nekako takole. Jaz sem Tit in vam povem, kako sem stal v sobi, kjer so tehtali mojega Boga in moje telo. Prihajam iz poganskega sveta, sem Grk. V veri sem postal Pavlov resnični sin, ne po krvi, po evangeliju.
Ko me je Pavel vzel s sabo v Jeruzalem, nisem vedel, ali grem kot brat ali kot primer, kot eksperiment. Šepetalo se je, da brez obreze ne moreš biti zares Božji. Toda Pavel je prišel zato, da voditeljem predstavi evangelij, ki ga oznanja narodom, ne Judom, in mene je pripeljal s seboj. Jaz sem stal poleg njega, ko je razložil, da nas je Kristus rešil po milosti, ne po predpisih. In sredi pritiska in razprav se je zgodilo nekaj, kar mi je spremenilo življenje. Nihče me ni prisilil v obrezo. To ni bila majhna zmaga. To je bila potrditev, da je Jezus res Gospod vseh, Judov in poganov. Ne zanašam se le na svoj spomin. Vem, da je Cerkev pozneje zaradi miru in skupnega življenja zapisala, naj se poganom ne nalaga bremen postave, zgolj naj se varujejo malikom žrtvovanih jedi in nečistovanja. Tisto pismo je prineslo veselje po cerkvah, ker je povedalo na glas to, kar sem jaz občutil na lastni koži. In sicer, da pot v cerkev vodi skozi Kristusa, ne skozi kulturno menjavo identitete. Spomnim se obrazov v tisti sobi. Bili so bratje, a bilo me je strah. Nekateri so hoteli mojega Boga, ne pa moje nejudovske kulture. Drugi bi sprejeli mojo grško kulturo, a ne mojega Boga. Peter je spomnil, da je duh padel tudi na pogane brez postave. Jakob je pred množico povzel odločitev. A naj vam povem, kako sem to doživel. Jaz. Stal sem tiho, dokler so drugi govorili o meni. In ko so Jakob, Peter in Janez iztegnili roko Pavlu in Barnabi, sem vedel, da je iztegnjena tudi meni, čeprav moje ime ni bilo izrečeno. Ta desnica občestva je pomenila brat, prisedi za mizo, za isto mizo. Zunaj so nekateri še vedno pritiskali. Pavel jih imenuje prikriti lažni bratje. Niso nas hoteli osvoboditi, ampak zasužniti. Hoteli so, da se evangelij vrne pod varnost stare ograje farizejskih pravil. A Pavel ni popustil niti za hip. Če bi takrat klonil, bi moja vera postala pogojena z nožem in obredom, ne z Jezusovo krvjo. Jaz, Tit, poosebljam tisti stavek v Pavlovem pismu Galačanom, ki ga danes najdete v Svetem pismu. Niti Tit ni bil prisiljen v obrezo. To je več kot informacija, to je pečat na besedi, da je Kristus dovolj. V apostolskih delih me Luka po imenu ne omeni, a bil sem tam, med nekaterimi drugimi, ki so šli s Pavlom v Jeruzalem. Razumem, Luka piše zgodbo velikega zbora, javnih govornikov, piše za zgodovino cerkve. Pavel pa vam pokaže zakulisje, diskurs, razpravo, v katero je prinesel človeka, ne teorije. Prinesel je mene in prav to cerkev potrebuje v vsaki dobi. Poleg osnovnih pravil cerkve potrebuje osebe, v katerih je vidna milost in sočutje. Kasneje me je Gospod vodil. Po Jeruzalemu nisem izginil v anonimnost. Pavel me je pošiljal tja, kjer je težko, v Korint, sredi sporov in nezaupanja. Prišel sem tja in videl sem, kako evangelij zdravi rane in kako cerkev zmore ob kesanju spet zadihati. Bil sem tudi del nabirke za brate v Jeruzalemu. Naučil sem se, da resnica evangelija vedno rodi delo ljubezni. Potem me je Pavel pustil na Kreti, da uredim, kar je še manjkalo in postavim starešine v mestih. Vem, kako diši prah s cest, kjer je kultura trda, besede poceni,
lažni učitelji pa glasni. Tam sem se naučil, da zdravi nauk ne živi v knjigah, ampak v skupnostih, ki vztrajajo v iskreni ljubezni. A vrnimo se v Jeruzalem, ker vem, da to želite slišati iz mojih ust. Zakaj je bil tisti dogodek tako pomemben? Ker če sem jaz sprejet tak, kot sem, potem je vsak človek v Kristusu povabljen brez predpogojev, ki jih Bog ni postavil. Ne zamenjujte pravil za odrešitvijo. Pravila so dragocena, toda odrešenje je dar. Ko so meni pustili, da ostanem neobrezan in vendar popolnoma sprejet, so povedali resnico, ki jo znanjamo še danes. Cerkev je ena tam, kjer je Kristus dovolj. In kadar se v naših dneh spet dvignejo novi pragovi in omejitve, nova merila prave pripadnosti, se spomnite moje zgodbe. Spomnite se, da je duh padel tudi na nejudovske narode. Spomnite se desnice občestva, ki so jo prvaki Jeruzalemske cerkve iztegnili proti poganom, nejudom, Grkom, in poglejte k Gospodovi mizi, pri kateri je prostor zame, zate, za vas in za vse narode. Če vas zanima, zakaj nekateri omenjajo Timoteja in pravijo, da je bil obrezan, naj povem jasno. Timotej je imel judovsko mater. Šlo je za pastoralno prilagoditev zaradi ljudi, ki jim je služil, ne za pogoj odrešenja. Mene pa niso obrezali prav zato, da bi ostalo jasno. Evangelij za vse ljudi je po milosti, ne po zaslugah. Dve različni odločitvi, ena sama resnica, Jezus je Gospod. To je moj glas iz tiste sobe iz Jeruzalema. Zdaj ga položim v vaša ušesa. Ko k vam pride brat ali sestra od drugod z drugačnim jezikom, navadami, zgodovino, vprašajte se, ali išče Božjo voljo, ali ljubi. Če ja, iztegnite roko. Ne pišite novih pogojev, iztegnite roko. Tako je nekdo iztegnil roko meni in zato je cerkev postala resnično cerkev za vse. Tako, dragi bratje, drage sestre, slišali smo, kako je Tit, Pavlov učenec, doživel iztegnjeno roko, ki so jo stebri cerkve pred skoraj 2000 leti v Jeruzalemu podali apostolu Pavlu, ki je evangelij širil med pogani. Veste, iztegnjena roka ima v teologiji in v Svetem pismu velik simbolni pomen. Iztegnjena roka v Svetem pismu je prikaz Božje drže do človeka. V hebrejskem Svetem pismu je iztegnjena roka najprej Božja roka. Bog rešuje Izrael z iztegnjeno roko, kar je klasičen biblijski izraz za Božjo aktivno, čutečo bližino, ki rešuje. Tudi raziskave o gestah v hebrejski Bibliji opozarjajo, da so geste povezane z roko v celotni semitski literaturi najbogatejše. Tam najdemo geste dvignjene roke, iztegnjene roke ali blagoslavljajoče roke. In to v več kot 200 odlomkih. Iztegnjena roka je roka blagoslova. Najznameniteje se jo pokaže pri duhovniškem blagoslovu, ko duhovnik dvigne in razprostre roke nad ljudstvom, s čimer vidno izrazi Božjo naklonjenost do ljudi. Iztegnjena roka je tudi roka intervencije, kar vidimo v judovski umetnostni tradiciji, kjer je roka Boga iztegnjena iz neba in predstavlja Božje delovanje, odobravanje in posredovanje v življenju ljudi. Božja roka je iztegnjena roka.
Bog je tisti, ki je začel odnos, ki je naredil prvi korak in se nam je približal. V krščanstvu ta resnica doseže svoj vrh s Kristusom. Božja iztegnjena roka je Kristus. Kristus je Božja bližina v telesu, Kristus je Božji poseg v našo zgodovino, v naše življenja. Kristus je Božja dlan, ki se je sklonila do človeka, še preden je človek pomislil, da bi segel nazaj. To teološko jedro omogoča razumevanje, zakaj je bila iztegnjena roka tako pomembna v zgodbi iz pisma Galačanom in apostolskih del. Kajti cerkev je prepoznala, da je Bog iztegnjena roka k poganom. Zato mora tudi cerkev iztegniti roko sama. Po drugi strani pa je iztegnjena roka močan simbol tudi v helenističnem svetu in v širši antiki. V grško-rimski kulturi je iztegnjena roka pomenila nekaj zelo konkretnega. Rokovanje je bilo simbol miru, zaupanja in sklenitve dogovora. Kot navaja zgodovinska analiza, je iztegnjena roka pomenila prispevanje k miru. Znak, da človek ne nosi orožja in prihaja brez sovražnih namenov, kajti iztegnjena roka se vidi, da je prazna. Zgodovinarji pogosto poudarjajo, da je bil prvoten namen rokovanja izkazati, da človek v rokavu ne skriva noža ali bodala. Zato so voditelji, kralji, diplomati, ko so se rokovali ob sklenitvi pogodb, iztegnili roko. In tudi najdemo lahko v najstarejših upodobitvah rokovanja iz 9. stoletja pred Kristusom, kjer sta si podala roko dva vladarja kot znamenje sklenjene zaveze. Takrat torej je iztegnjena roka pomenila: želim srečanje, prihajam brez orožja, želim mir, pred teboj stojim kot človek, ne kot nevarnost, pripravljen sem na odnos, ne na spor. In ko so apostolski voditelji v Jeruzalemu Pavlu podali desnico občestva, iztegnili roko, ta gesta ni bila le simbol bratstva, ampak najvišja gesta zaupanja in priznanja, ki je bila takrat močno zakoreninjena v obeh kulturah, judovski in grški. Kaj pa iztegnjena roka danes? Iztegnjena roka je evangelij v gibanju. Danes v Evropi in svetu, kjer ljudje vse prehitro stopijo korak nazaj in pozabijo na dano besedo, pomeni iztegnjena roka, da se želim rokovati s tabo, da te želim imeti blizu, da se te ne bojim, da te sprejemam. Sploh v današnji digitalni polarizirani dobi je to dejanje rokovanja človeškosti. Iztegnjena roka tudi želi srečanja med kulturami, med generacijami, med političnimi tabori, med narodnostmi. Roka, ki je iztegnjena, pomeni: hočem se srečati s tabo. Iztegnjena roka tudi želi mir. Ne skrivamo ničesar v ozadju, brez skritih motivov. Iztegnjena roka želi dialog. V družbi konfliktov je iztegnjena roka znamenje pripravljenosti poslušati. Iztegnjena roka je torej roka, ki je podobna Božji logiki. Postaviti drugega pred svoje strahove, odpreti se, ker se je Bog odprl, in iztegniti roko, ker je Kristus Božja iztegnjena roka. In ko se danes vprašamo, kako naj živimo evangelij, je odgovor pravzaprav zelo preprost. Iztegnimo roko. Iztegnimo roko, ker jo je Bog prvi iztegnil k nam, k meni, k tebi, k vsem.
Iztegnimo roko, ker Kristus ni ostal na varni razdalji, ampak je prišel med nas. Iztegnimo roko, ker človek pred mano ni grožnja, ampak je moj bližnji. Iztegnimo roko, ker v tej gesti živi znamenje novega sveta, Božjega sveta, kjer sovraštvo nima zadnje besede. Največ, kar lahko teologija pove in najbolj preprosto, kar lahko naredimo, je to, da iztegnemo roko. Bog je iztegnil svojo roko v Kristusu, zato jo danes iztegnimo tudi mi, proti bližnjemu, proti Bogu. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval naša srca in naše misli v Jezusu Kristusu. Amen. Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, zahvaljujemo se ti, ker si v polnosti časov iztegnil svojo roko in nam v Jezusu Kristusu razodel svojo ljubezen in zvestobo. Gospod Jezus Kristus, hvalimo te za roko sprave, za roko križa, ki nas dviga, za roko milosti, ki odpira pot v občestvo. Sveti Duh, posveti naša srca, da bomo tudi mi iztegovali roke k bratom in sestram, v poslušanju, spravi, v usmiljenju in resnici. Naj bodo naše dlani znamenje tvojega miru, naše skupnosti kraj tvojega sprejemanja in naše življenje odmev tvoje ljubezni. To te prosimo po Kristusu, tvoji iztegnjeni in prebodeni roki do sveta, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pesem, ki jo bomo sedaj zapeli, pravi: O zveličar vir dobrote. Govori točno o tem, o Bogu, ki prvi iztegne roko človeku. Robert Robinson je to pesem napisal kot mlad človek, ki je izkusil, da ga je Kristus poiskal, ko je bil še daleč, ko je odtaval. In mu je Božja milost dala novo življenje. Zato naj bo ta pesem naša zahvala, ker je Bog prišel nam naproti in nas popeljal iz naših stran poti. Ko jo bomo zapeli, jo lahko pojemo kot odgovor našemu Bogu, ki danes izteguje roko k nam, proti meni, proti tebi, v Kristusu, viru vse dobrote. Naj mi vera
Молимо ще молитва Отче наш. Отче наш, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.